Udeležujem se skoraj vseh tekmovanj, naprimer geografskega, zgodovinskega. Matematika, angleščina, fizika, kemija, pa tudi kakšna druga. Če se organiziram, mi to ne vzame veliko časa, saj se tudi pred tekmovanji imamo različne priprave, na katere hodim in pred tekmovanjem še te izpiske enkrat preberem. Razlogi in motivi, da se mladi iz Koses prijavijo na posamezno tekmovanje, so zelo različni. Na tekmovanje hodim, ker se potegujem tudi za Zoisovo štipendijo, pa tudi, ker me to zanima. Poleg dovolj visokega povprečja, to je povprečna ocena najmanj 4,7, je pogoj za pridobitev Zoisove štipendije res tudi izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti. Mladi lahko dobijo Zoisovo štipendijo na državnih tekmovanjih ali na mednarodnih. Na državnih tekmovanjih morajo dobiti zlato ali srebrno priznanje. A za pridobitev Zoisove štipendije ne štejejo izjemni dosežki na vseh tekmovanjih. Zoisovo štipendijo ne štejejo tekmovanja, ki ne potekajo na več ravneh, ki niso sofinancirana z javnih sredstev strani Ministrstva za izobraževanje ali Zavoda za šolstvo. Čeprav nekaterih večjih tekmovanj ti organizaciji letos ne bosta sofinancirali, bodo štela za pridobitev Zoisove štipendije, saj so bila financirana v preteklih 3 letih. Poleg tega nobeno izmed teh tekmovanj letos ne bo odpadlo. Mlade to veseli, saj jim tekmovanja, ne glede na vse, pomenijo veliko. S 2 sošolcema smo državni prvaki v tekmovanju iz finančne pismenosti, pa smo se ga udeležili, če ne šteje za Zoisovo štipendijo, ker vseeno državni prvak nekaj pomeni. Tekmovanj se rad udeležujem, pa tudi nimam kaj za izgubiti, če grem na tekmovanje. Že na pripravah in pa tudi velikokrat na samem tekmovanju se naučim veliko novih stvari. Udeležba na tekmovanjih pa prinese tudi odgovornost. Šola mora namreč organizatorju tekmovanj za vsakega udeleženca prispevati nekaj evrov.